Naš sklad ima v lasti približno 3000 stanovanj po celi Sloveniji, gradi tudi nova stanovanja in v zadnjem času predvsem oskrbovana stanovanja. Naš pristop je v glavnem tak po celi Sloveniji, da od občine pridobimo neodplačno stavbno pravico in oprostitev plačila komunalnega prispevka z občino pa potem sklenemo pogodbo, da imajo občani te občine prednostno pravico pri najemu teh stanovanj. Naj poudarim, da naš sklad gradi izključno najemna stanovanja, se pravi ne tržna stanovanja, da jih oddajamo glavno za neprofitno najemnino, da ne poslujemo profitno, vendar pa moramo svojo dejavnost in stroške pokrivati iz najemnin teh stanovanj. Tudi v Ljubljani se sklad že veliko vrsto let prizadeva, da bi zgradil oskrbovana stanovanja, ker tako kot za kapacitete v domovih starejših, je tudi za stanovanja upokojencev, zlasti za oskrbovana ravno v Ljubljani največji interes oziroma največje pomanjkanje. Lokacija ob domu v Dravljah, gre za parcelo približno 4000 m2, je tako rekoč idealna, ker je v dokaj mirni soseski v neposredni bližini doma, kajti dom je tisti, ki potem nudi tisto dodatno oskrbo najemnikom teh stanovanj. Že moji predhodniki so si precej prizadevali na tem področju. Jaz sem na sklad prišel 24. septembra 2007. 1. oktobra sem vzpostavil ustni kontakt z gospodom Medendorferjem, sem mu pojasnil te zaplete, te probleme, ki jih imamo v Ljubljani. Dogovorila sva se, da mu pošljem dopis, obrazložim zadeve in da nas bodo sprejeli na sestanek, ker se bomo o teh stvarih pogovorili. 3. oktobra sem dejansko poslal dopis na mestno občino, potem so nam določili nek termin za sestanek, ki so ga kasneje priklicali, potem se pa na naše klice niso več odzivali. Tako da smo potem šele s posredovanjem Mestne zveze upokojencev pravzaprav dosegli termin oziroma sprejem pri gospodu županu in to 21. februarja v letošnjem letu. Tam sem gospodu županu predstavil delovanje sklada in kaj želimo v Ljubljani doseči, vendar gospod župan je izjavil, da dokler bo župan v Ljubljani ne bo nihče dobil ničesar zastonj. Povedal sem mu, da si napačno predstavlja, kdo kaj dobi zastonj. Da v bistvu mestna občina pridobi za vložek zemljišča in komunalne opreme stanovanja za svoje občane, ki bi jih mora sicer zagotoviti sama. In da tudi razložil sem mu, da sklad ne more imeti ene politike za ostale občine v Sloveniji, drugačen pristop pa za mestno občino Ljubljana, ker moram povedati, da interes tudi po oskrbovanih stanovanjih se v Sloveniji zelo povečal, da me župani tako rekoč neprestano kličejo, bombardirajo in prosijo, da pridemo graditi v njihovo občino in nihče pravzaprav ne nasprotuje temu našemu pristopu, da bi nam občina dala zemljišče in brezplačno komunalno opremo.